Živijo, ena oseba me je prosila oziroma mi je komentirala, na kakšen način sem spremenil eno pesem, iz, narodnozabavne glasbe v popolnoma drug ritem, v disko, mislim, da je bilo, oziroma lahko spreminjate v različne stile. Zdaj vedeti morate najprej to, da vseh pesmi ne boste mogli spreminjati, ker so nekatere avtorske zaščitene, še posebej znane pesmi, angleške, tuje, se pravi ameriške in tako naprej. Tistih pesmi najverjetneje ne boste mogli spreminjati, zdaj slovenske pesmi pa se zaenkrat še da in imate še to možnost. Zdaj, mi si bomo pogledali, se pravi, bolj neznane pesmi in na kakšen način lahko spremenite ritem, se pravi, da vam naredi neki inštrumental neke pesmi. Zdaj, jaz bom vzel od ansambla Erazem in bomo vzeli ta primer zaradi tega, ker pač to pesem imam. Ker seveda, če pesmi nimate, tega ne boste mogli narediti. Torej morate imeti v formatu MP3 oziroma WAV. Okej, ko boste imeli to pesem, greste tukaj na avdio. To pomeni, da imate dve možnosti. Se pravi, ena možnost je, da greste na upload, druga možnost pa je rekord. Se pravi, če imate MP3 komad že odpet ali pa lahko tudi, da ste ga vi odpeli, neko melodijo, pa da imate neki, zapis, avdio zapis, daste torej upload. Če želite direktno snemati, se pravi, da imate mikrofon ali pa da ste na telefonu pa prek telefona tu snemate, daste seveda rekord. To pomeni, da vam bo pač to posnelo in vam bo potem glede na vašo izvedbo oziroma na vaš vokal oziroma kar ste vi zapeli umetni inteligenci, vam bo na to pesem naredilo potem tudi komad. Zdaj, mi bomo torej vzeli, neki komad, ki niti ne rabi biti inštrumental komad, ampak je lahko pevski komad, in bomo predelali oziroma zamenjali stil tega komada. Dajmo kar začeti. Torej, gremo na upload. Okej, torej izberemo si pesem, ki jo želimo predelati. V našem primeru bo to pesem V naši kantini, ansambla Erazem, in damo odprem. In potem nam odpre seveda celotno pesem. Zdaj lahko označimo samo en del, mi seveda želimo predelati celotno pesem. In bomo dali save. In tukaj potem nas vpraša, kaj bomo delali mi s to pesmijo. Ali želimo samo shraniti v našo knjižnico naših upload pesmi, ali bomo to pesem podaljšali, da bo daljša, se pravi extended, ali pa bomo naredili cover te pesmi. Kar bomo naredili je, zdaj vidimo, tukaj imamo to našo pesem in želimo narediti remix tega. Zdaj, tukaj imamo remix edit in gremo kar na cover. In zdaj imamo to pesem tukaj naloženo. Celo AI je tako pameten, da nam glede na to, kako on sliši pesem, nam napiše besedilo, ampak mi tega besedila zdaj ne bomo uporabljali. Zakaj ne? Ker bomo želeli narediti inštrumental. Torej, tukaj ven bomo tole izbrisali in bomo kliknili, vidite, zdaj se nam pokaže možnost, prej je nismo imeli, kliknemo inštrumental. Zdaj, tukaj je pa stil. Stil, ki ga je zaznal AI, katerega smo zdaj uporabljali, ampak mi tega ne želimo. Mi pa želimo, recimo tukaj imamo nekaj možnosti, lahko pa napišemo katerikoli predlog. Recimo, da mi želimo house disco komad in zdaj nam bo naredilo iz te pesmi nam bo naredilo house disco komad in kliknemo create. Vedno nam naredi seveda, dve verzije in niti ni nujno, da bo prva verzija okej, mogoče vam ne bo všeč, boste pač naredili več verzij, da boste dobili čim boljši približek. Zdaj, tule naredi čisto po svoje. Kar sem se jaz naučil zdaj še zraven dopisati, je,
same pace and same time of song. Zakaj? Zaradi tega, da obdrži isti ritem, se pravi 2:19 je komad dolg, da ko bom kreiral pesem, mi bo naredilo isto pesem. Zdaj pa, kar morate pa še vedeti, je pa, tukaj imate Advanced Options. Pri Advanced Options vi poveste, koliko bo uporabilo vašega original komada. Recimo, tukaj vam piše, če želite, da vam gre čisto izven nekih okvirjev. Če želite, da se čim bolj približa originalu, morate seveda dati, da bo čim bolj podobna zdajšnji. Se pravi, da ne želim, da je nekaj divje in da mi dodaja neke AI možnosti. Tukaj je stil, se pravi stil, ki sem ga dal v opis. Zdaj imamo 50%. To pomeni, da bo še zmeraj lahko dodajal, če damo na to stran, dodaja harmoniko, se pravi stila, ki sem ga napisal, ne uporabi nič, ali pa uporabi 100% samo stil, ki sem ga napisal. Se pravi, za naslednjo verzijo bomo naredili tako. Potem pa tudi audio influence, kar pomeni, da če želite, da se drži čim bolj pesmi, original pesmi, ali pa ne. Se pravi, v našem primeru imamo možnost ali da se seveda ne drži original, ali pa da se drži originala, kar želimo, da se drži čim bolj originala. In zdaj bomo videli, kakšna izvedba bo ratala. Zdaj, če bi imeli, zdaj mi smo dali inštrumental, če bi imeli vokal, si tukaj izberete tudi, kakšen vokal želite imeti. Pod Exclude Styles pa imate, kakšne stile ne želite, da uporablja. Se pravi, če vam nek stil ni všeč, pa ga ne želite uporabiti, napišete tukaj, ne vem, recimo, če bi bil to country, bi pač napisali, da je to country. V tem primeru bomo pustili in bomo dali create. Ok. Zdaj lahko poslušamo že, kakšne izvedbe nam je do zdaj naredilo. Se pravi, tole je naša prva verzija naše pesmi. Ok, to je bila zdaj prva verzija, zdaj gremo na drugo verzijo. Vedeti morate, da šele pri zgornjih dveh verzijah smo mi uporabili tele naše zahteve, tukaj smo pa pustili. Se pravi, zdaj gremo na drugo verzijo. Ok, potem imamo tretjo verzijo. Ok, damo tukaj zdajle četrto verzijo. Ok, tukaj smo pa spremenili nastavitve, se pravi pri zadnjih dveh pa smo imeli Advanced Options, pa poslušajmo. In še zadnja verzija. Ok, in če nam recimo nobena od teh verzij ne bi bila všeč, lahko damo tukaj na reset, pustimo. Drugo, kar se pravi lahko naredimo, je, da se stil uporablja. Zdaj recimo tukaj smo zdaj napisali house disco, recimo, da nam to ni všeč, pa želimo recimo rock 80. In bomo videli, kako bo pesem v naši kantini bila, če bi jo izvajali rockerji v 80-ih.
Se pravi, zdaj dela, veste tudi, da je suno kar hiter, se pravi nekje 10 sekund vidite in že lahko pritisnem predvajaj. In dajmo si poslušati, kako bi bil ansambel Erasm v naši kantini cover v rock 80-ih. In še druga verzija. Ok, tu so bile recimo rock verzije, potem si izberete katerokoli verzijo pač želite, tukaj vam pač tudi predlaga, lahko samo poklikate, recimo, da si želimo nek gitar akustik, pa redneck, pa kliknemo create in nam bo seveda potem tudi ustavljal, recimo lahko bi dali orkestra, pa bomo videli, kako bi bilo v izvedbi orkestra. Zdaj jaz, ker imam plačljivo verzijo, lahko več od enkrat jih dam delati, se pravi, to mi še vedno dela in potem tudi naprej, da je zadeva malce hitrejša. Tukaj ne vem, če ste slišali, toni niso bili čisto točni, se pravi, malce je bilo zgrešeno. Gremo še na drugo verzijo orkestra. Recimo, ta verzija je bila precej dobra. Zdaj pa, kar še lahko naredite, je pa to, da zdajle smo se pač igrali s tem, da smo naredili v bistvu cover, se pravi inštrumental te pesmi. Možnosti pa so še različne, se pravi, da original pesmi vzamemo samo vokale in lahko imamo v bistvu, če gremo na original, se pravi, možnost imate tukajle get Steams, se pravi, to je samo za tiste, ki imamo pro verzijo, se pravi plačljivo verzijo. Lahko vse narazen date, se pravi čisto vse inštrumente, kar jih je, lahko pa date vokale in pa inštrumente posebej, kar pomeni, da po domače povedano naredite lahko karaoke. To vam lahko pokažem enkrat drugič v naslednjem videu, se pravi zaenkrat, kar me je ena oseba prosila, na kakšen način predelujemo lahko torej obstoječe pesmi, se pravi, da obnovimo na hiter, greste pod audio, dodate vašo pesem noter, naredite cover, zbrišete iz lyricsov ven, se pravi, označite inštrumental, zberete si, kakšen stil želite imeti, tukaj si zberete, ali želite, da ste v safe zone, kar se tiče weirdnessa, se pravi, da imate lahko neke nenavadne rezultate ali pa da želite, da je čim bolj original. Se pravi, stil, ki želite, ali da se vam 100% približa stilu, ki ste ga napisali ali pa ne. In pa audio influence, se pravi, da se bo držal melodije, ki ste mu jo dali noter. Se pravi, tukaj je stil, se pravi, če je to narodno zabavna, recimo je polka, se bo držal polke. In audio influence pa pomeni, da se bo držal melodije. Weirdness pa pomeni, da bo dodajal neke svoje mogoče tone še zraven, se pravi, se bo držal približno
neke melodije, ampak bo dodajal zraven mogoče kakšne mole in pa tako naprej. Se pravi, jaz imam nekako tako nastavitev najraje, se pravi, da ne dodaja nekih čudnih stvari, da se drži potem stila, ki sem mu ga dodal noter, in pa da se drži melodije, ki sem mu jo dal v audio, se pravi notri. Tako da ja, to je to. Upam, da ste z razlago zadovoljni, da vam je bil video všeč in se vidimo v naslednjem video posnetku. Čau!